Spoštovani, se preveša k slavnostnemu nagovoru slavnostnega gosta in otvoritelja. Gospe in gospodje, njegova ekscelenca, gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Spoštovani gostje, domači in tuji, gospe in gospodje, prav zares si štejem v veliko čast, da letos otvarjam jubilejni sejem Agra. Tudi sicer ga z veseljem obiskujem že četrt stoletja. Ob tej priložnosti se znova spomnim važnih besed znanega pokojnega Pomurca Ferija Horvata, ki mi je sredi 90-ih let dejal, citiram: "Če hočeš kaj pomeniti na državni politični ravni, ne smeš manjkati na Pomurskem sejmu." Verjetno je Feri hotel reči, da gre pri kmetijstvu za veliko več kot za pridelavo hrane, čeprav je to seveda zelo pomembno. Gre za ohranjanje poseljenosti, obdelane kulturne krajine, ohranjanje jezika in tradicionalnih običajev ter skrb za osnovno in nesnovno kulturno dediščino. Pri Agri skratka ne gre samo za promocijo slovenskega kmetijstva, agroživilstva in podeželja, čeprav je seveda vse to izjemnega pomena za našo blaginjo, gospodarstvo, razvitost podeželja in celo za narodno identiteto in naš značaj. Za vlogo sejma je prav tako pomembno, da spodbuja sodelovanje na stičišču 4 držav, jezikov, kultur med ljudmi, ki v tej in širši regiji sodelujejo na številnih področjih. Vsi ti ljudje in mi z njimi potrebujemo srečevališče, kjer se lahko enkrat na leto v živo snidemo, seznanimo z novostmi in vsakodnevnimi problemi in vizijami naše prihodnosti. Vsem, ki ste 60 let pripomogli k slavi in dosežkom sejma, se v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike omogoča, v imenu vseh naših ljudi iskreno zahvaljujem. Spoštovane gospe in gospodje, veseli me, da se na sejmu vsako leto že dolgo časa predstavlja država partnerica. Vsem skupaj nam je v veliko čast, da je letos, ko obeležujemo 30. obletnico vzpostavitve dvostranskih odnosov, to naša država partnerica Japonska. Na gospodarskem področju je v zadnjih letih zaznati trend zelo velike krepitve sodelovanja, kar se odraža v naraščajočem obsegu japonskih investicij v naši deželi. Ob tej priložnosti bi se želel spomniti nedavno preminulega dolgoletnega japonskega premierja Šinza Abeja, s katerim sva sodelovala dolga leta, in na njegovo veliko naklonjenost do naše države in sodelovanja z njo. Povečanje sodelovanja med Slovenijo in Japonsko na gospodarskem in znanstvenem področju odpira nove možnosti sodelovanja tudi na področju kmetijstva in hrane. Gospe in gospodje, tudi letos prvo in posebno pozornost namenjam okoljskim in podnebnim spremembam in njihovim posledicam za kmetijsko politiko in razvoj podeželja. Kmetijstvo najbolj čuti podnebne spremembe, saj je to na nek način tovarna pod milim nebom. Vse pogosteje še ujme, kot so pozeba, toča, žled, poplave, neurja, suša, od vseh gospodarskih panog najbolj prizadenejo prav kmetijstvo in tudi z njim tesno povezano gospodarstvo. Posledice podnebnih sprememb čutimo vedno bolj. Zato je ključnega pomena prilagajanje klimatskim spremembam ter iskanje vseh možnih rešitev, da kmetijstvo s svojim delovanjem ne bo pospeševalo teh sprememb, temveč jih bo blažilo. V času od lanskega sejma je v ospredje stopila tudi prehranska kriza in vprašanje prehranske varnosti. Tema, ki nas sicer spremlja že vsa leta, vendar se njenega pomena ponovno in dodatno zavemo, ko pride do izrednih situacij, kot je vojna v Ukrajini. Od začetka agresije na Ukrajini smo priča skokovitemu dvigu cen hrane, gnojil, energije
z zelo zaskrbljujočimi posledicami za svetovno varnost preskrbe s hrano in prehrano, ki se je predtem že poslabšala zaradi drugih konfliktov, gospodarske nestabilnosti, podnebnih sprememb in seveda pandemije COVID-19. Tudi letos se torej srečujemo z združenimi izzivi, ki so se nakazovali že desetletja. Zato dodatno težo dobivajo ukrepi za oskrbo s surovinami, lokalna proizvodnja, pospešeno prilagajanje tem klimatskim spremembam in varčevanje ter racionalno obnašanje na vseh področjih. Ukrepi, ki se morajo izvajati, pa so v naši skupni domeni. Pričakovanja, da bodo dogovori in rešitve na ravni Evropske unije ali naše države dovolj, so verjetno ta hip premalo ambiciozna. Na mednarodni in domači ravni smo soočeni s številnimi vprašanji, ki so skratka povezana s to prehransko krizo in je treba na nje odgovoriti praktično in strateško. Med kratkoročnimi izzivi so predvsem ukrepi za stabilizacijo kmetijskih trgov in za naslavljanje problematike dostopnosti za bolj ranljive skupine. Med srednjeročnimi izzivi pa je nujnost nadaljevanja prehoda na bolj trajnostne prehranske sisteme, skladno s cilji zelenega dogovora ter zmanjšanjem odvisnosti kmetijstva od fosilnih goriv in uvoza vhodnih surovin in krme. Pomembne bodo inovativne rešitve v okviru krožnega gospodarstva, preciznega kmetijstva in spodbujanja okolju in podnebju prijaznih kmetijskih praks. Ključno orodje za doseganje teh zahtevnih ciljev je strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027. Izrednega pomena je, da bo ta dokument dobro pripravljen in pravočasno potrjen. Gre za izredno pomemben dokument, ki se dotika slehernega prebivalca in prebivalke Slovenije, neposredno ali posredno. Letos praznuje 60 let sejem, prav tako pa, kot je bilo že omenjeno, tudi je 60 let od začetka skupne kmetijske politike, ki je imela na ravni Evrope dva cilja. Zagotavljanje hrane za državljane Evrope po zmernih cenah in primeren življenjski standard kmetov. V 60 letih so se stvari nesluteno spremenile. Takrat je, recimo, en slovenski kmet prehranil okrog 10 ljudi, danes jih 10-krat več, okrog 100. Seveda se radi, dostikrat z nostalgijo, ozremo nazaj v način življenja na kmetiji, tudi z romantičnim pridihom, vendar so danes stvari povsem drugačne. Tudi kmetijstvo je postavljeno pred izzive, ki nas vse skrbijo. Kriza, ki se širi po vsem svetu, nas trezni, da se je treba opreti na lastne sile, tudi pri predelavi hrane. Ali pa pri njej še celo bolj kot pri kakšni drugi dobrini. Tako je tudi skupna kmetijska politika pred izzivom, kako ohranjati rodovitno zemljo zanamcem in hkrati zadostiti potrebe po kakovostni in varni hrani. Kmetje, ki ste tukaj, ste bili in boste tudi v prihodnje eden glavnih stebrov našega slovenstva. Pri tem ne izpostavim še posebej kmečke in podeželske žene, ki delate na kmetijah, skrbite za dom in družino in prek Zveze kmetic poživljate podeželje. Naj k temu dodam še novo energijo podeželske mladine, kmečki sindikat, poslovno-zadružne zveze in kmetijsko-gozdarsko zbornico. Prav slednja, za katero so si srčno prizadevali že Ivan Oman, profesor Zagožen in mnogi drugi, je danes most med znanostjo in prakso. Prenos znanja na kmetije je ključen za obstoj in razvoj kmetijstva in na tem mestu se želim zahvaliti vsej slovenski stroki, ki dela v kmetijstvu. Ob trenutno občutljivih temah, ki so povezane s tem vprašanjem, to je varovanje okolja, raba gnojil in sredstev za varstvo rastlin, vplivi živinoreje na okolje, naj poudarim in verjamem, da tako pri stroki kot pri kmetih še nekaj časa velja fraza, ki je marsikdaj zlorabljena, in to je zdrava kmečka pamet. To naj bo orientacija za pogovore na današnjem sejmu, za sprejemanje dogovorov in politike v prihodnje, pa tudi v našem vsakdanjem življenju. Poleg že omenjenih tem, o katerih bo veliko govora na dogodkih v okviru sejma, bo tudi letos velik poudarek na mladih, kar me zelo veseli. Mladi ljudje so tisti, ki lahko pod ugodnimi in spodbudnimi pogoji pomembno prispevajo k prehodu na zdravo prehranjevanje, regeneracijo ekosistemov
blažitev podnebnih sprememb, socialno varnost in enakost, torej skratka pri prehodu na trajnostne, pravične in odporne prehranske sisteme. Svojo energijo, znanjem, podjetnostjo, zanimanjem za digitalizacijo, nove tehnologije in inovacije ter s prizadevanji za zaščito narave so ključnega pomena za uspešen prehod na trajnostne prehranske sisteme. Naposled, ali smem povabiti direktorja sejma, da se mi pridruži. Spoštovani organizatorji sejma, razstavljavci, ob okroglem jubileju Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, ki je po besedah predsednika Pomurskega sejma že polnih 60-letni praznik zemlje, stroke, posla in srca, vam še enkrat izrekam iskrene čestitke in vam želim veliko obiskovalcev in uspešno sklenjenih poslov. Preden zaključim, pa mi dovolite, da predsedniku uprave izročim zahvalo predsednika Republike, ki jo prejme Pomurski sejem za 60 let uspešnega prirejanja Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki spodbuja odličnost, povezovanje in mednarodno sodelovanje v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj slovenskega podeželja. Iskrene čestitke.